Pri nama so vsi dnevi kaotični, a ne? Še na podvanu. Ja, kjer je pokopan Josip Broz Tito in pa njegova žena Jovanka. Tale telefon ima še moja babi doma. To je že v muzeju pristala. In pa zraven se potem nahaja še hiša od Cecev. Tule pa so priprave na novo leto, na najdaljšo noč v letu, evo ima. Hejho! Dobro jutro, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč in to je drugi dan najinega raziskovanja Beograda. Danes nas čaka kar pomemben dan, ker danes je silvestrovanje. Bova pogledala, kako ga žurajo pa silvestrujejo tukaj v Beogradu. Tako da le počakaj do konca vloga, te odpeljava na glavni trg. Še predtem pa nas čaka nekaj ogledov. Odpravili se bomo pogledat cerkev Svete Save, štadion Crvene zvezde in pa Cecino hišo, seveda. Olga, Ceca. Kakor si verjetno že opazil, ja, zdajle trenutno so v Beogradu in vsi teli vlogi prihajajo skoraj da ne v živo ven, tako da le naroči se na najin YouTube kanal, da ne zgrešiš kakšnega izmed teh vlogov. Ker med njimi ni en teden razmika, vsak dan pridejo ven. Pa zastonje, pa čez nič ne grize. Zdaj pa kar veselo na zajtrk. Pa bomo. No, super. Dobar tek. Kaj, Ponč? Ja, zdaj sem že pol pojedla. Ja, vidim. Ne, to ti tukaj malo poješ, a veš. Ok, pa soba. Itak sem zmer pozna, ne? Lega to še snemat, da kraj bojo brez naju. Ja, no. Če bi bilo pa treba vlog nalagati. Težko influencerska, ne? No, dej pri. Pri nama so vsi dnevi kaotični, a ne? Še na podvanu. Skus. No, dej, priđi, kje si? Ajmo. Brzo. No, da ne boš rekla, da so te samo v slabih avtobusih furali. Ta druga skupina ima boljši bus, le kako je modern. Imajo in to, in lučke, in vse. Najprej smo šli na en krajši obvoz mesta, kjer so nam razložili še določene stvari, potem pa smo se zapeljali do hiše Cvetja. Nahajava se pred hišo Cvetja, kjer je pokopan Josip Broz Tito in pa njegova žena Jovanka. Tukaj boste pa najdeli tudi jugoslovanski muzej in pa vse tiste spominke jugoslovanske lahko kupite, če ste Jugoslovan fani. Beograd ima bogato zgodovino, zdaj ne bova vas preveč morila pač samo zgodovino, ampak morate vedeti, da v bistvu tudi tukaj je bilo kar par nekih civilizacij oziroma kultur, ki so jih vladale. Med drugim je tudi najna Turčija oziroma Turki, Otomani so zavzeli nekajkrat Beograd, pa potem Avstro-Ogrska gor dol, vse čez našega great leaderja Titota, ki mimogrede je mu zastonj študij, ki zdaj študij v Srbiji za plačati, samo tako da boste vedeli, da v Jugoslaviji bilo pa je res dobro. In no, to je pa zdaj segment v naslednji del, gremo v hišo Cvetja. Midva sva sicer iz generacije, ki Tita ni poznala, zato tudi težko karkoli komentirava oziroma nisva čustveno vpletena v njegovo smrt. Zavedava pa se, da je ogromno pomenil veliko ljudem. Ta segment je za vse vas, če morda niste še uspeli obiskati njegovega groba. Zdaj so šla pa še v stari muzej, kjer so v bistvu same take stare stvari iz Jugoslavije, tako da sam nekaj primerov. Tale telefon ima še moja babi doma. To je že v muzeju pristala. S tem, da jaz sem na takega še klical, veš? Ja, vem, jaz tudi. Ko sem mogel 100 let, boh ne dej, da si se zatipkal. Ej, vi, mladina, a znate na tak telefon klicati? Povem, da ne. Jaz razstav, da ne. Ej, Cindy, ne vem, če bi danes s tako košarco lahko kaj nabavila. Tale je Lizo Miller.
prišli smo do štadiona Marakana. Tukaj igra Crvena zvezda oziroma Rdeča zvezda in pa zraven se potem nahaja še hiša od Cece oziroma njena vila. Vstopnina za štadion pa za muzej je 200 dinarjev, tako da imamo menjkrat 2 evra. Je pa ogromen, ni pojma. Ja, fule, jaz pa nisem vedel, da imajo oni toliko pokalov, čisto izobražen. Jaz sem res pingo, sam res. Ma pa lepo graščino s pogledom na štadion, najbolj. Znajde se tale ceca, a? Čist. Zadnji postanek danes v letošnjem letu pred silvestrovanjem, torej si bova pogledala še največjo cerkev, se pravi cerkev Svete Save, ki jo gledava praktično že čez cel Beograd. Cerkev Svete Save je največja in hkrati tudi glavna cerkev srbske oziroma nasplošno ortodoks pravoslavne cerkve. Nama je kar majčkeno zastal dih, ker je res neverjetno lepa. Vidimo pa, da jo krasite nekako ta zlata barva in pa bel marmor, ki pa, zabavno dejstvo, izhaja iz Slovenije. Glavna kupola tehta kar 4000 ton, kar je ogromen. Greva se pa zdaj še majčkeno okoli pogledati vse te lepe mozaike in wow, mislim, sam wow. Pač daj sam pogled te, to je vse iz mozaika, štekaš, In ne veš, koliko je takih? Poglej, neskončno. Kamorkoli se obrneš, noro. Napred gledam. Služi pa cerkev tudi kot neke vrste grobnice oziroma mavzolej za vse njihove papeže oziroma patriarhe v pravoslavni cerkvi. Zdaj nisem čisto siguren, če sem prav ujel, da so do zdaj imeli samo en pokop, tako da očitno bo služilo v prihodnje, ampak ja, edino pravo mesto za pokop, tle bil še jaz pokopan. Cerkev lahko v vsej svoji veličini vidimo šele danes. V bistvu, meni se je zdelo, da ko sem prišla noter, da pač še nisem bila v tej cerkvi in sem bila tako pač, ne, saj smo bili noter. Ampak v bistvu, ja, takrat so jo gradili in smo se mi tudi sprehajali med stožci, medtem ko zdaj pa pač je res čudovita in pač neverjetna. Je pa samo še en majhen delček, ki ga gradijo. Ampak je pa nenormalno toplo za ta letni čas. Danes imamo 13 stopinj pač za Silvestrovo v Beogradu. Mislim, se ne bi si mogla želeti boljšega, kaj češ lepšega, kot to, da te ne zebe. Sam kaj pol v sobi taka savna. Pa ja, jaz se počutim kot 2 let nazaj, ko smo bili na Azurni obali. Ja, dobesedno, res prav isti vibe je. Tako da tale bunda je to čisti overkill, meni je vroče, po moje sem spodaj čist moker. Itak, upam, da bo vsaj za silvestrovanje prav prišla. A toplota ali bunda? Bunda. No, da ne boste rekli, da se izmišljujeva, kle je pač res nenormalno vroče. Glejte, klele imamo čisto vse sklopljen, pa na najmanj stopinj, kar je možen. Sva še v recepcijo klicala, če je tako. Sam pač to ne moreš zdržati, In pa imamo vidva skozi oken odprt. Sam problem je, kaj pol tak šundara, nekaj slište. Ej, ti sploh nisi v hotelu, ti si kar na ulica, jo. Ja, občutek imam, da na ulici spim in tudi po noč. Meni je kar dol tekal, jaz sem odprla oken, luftala, Krista, ta hotel pa ni normalen. Mislim, da imajo zastonj štrom tukaj. Ali na karkoli se že... A najbolj forum je, včeraj jaz kličem dol pač recepcijo, kao, en problem imam, ful je vroče tle, tip meni kao, kako? Ne, mogoče, ponavadi se pritožujejo, da je mrz. Pač mene res skozi zebe, ampak kle mi je pa nenormalno vroče, tako da če je meni vroče, pol je res vroče. Jaz sem kar na šank sedala, a ne. Tole pa so priprave na novo leto, na najdaljšo noč v letu, evo, imava jelena,
obvezno, ne, če smo v Srbiji. Pa sva pa kupila še neko premium rakijo, nimava pojma, kakšna je. Sam ta embalaža nama je bila prav taka huda. In pol noter dobiš v tele škatli še certifikat, prav pač neka Istovetnosti ali... pa dvojno destilirana neka gold plaket varianta. Ampak sej eno mava zadarilo, no, da ne te tok džadža, da bo vse spila. Ja, nič, še pred večerjo je treba obvezno enega spita, ne, sej pač samo enkrat na let je Silvestrovo. Živeli, Najno, činkolo, binkolo. Kje boste vi praznovali Silvestrovo oziroma ste ga? oziroma kje ste ga, ja? Ja, dajte napisati spodaj v komentar. Čas je, da se odpravimo na silvestrovanje. Pejžva, Ponč, pejžva, glavni trg naj čaka. No, Ponč, zdaj pa skrajni caj, da poveš, kakšen je plan za dan za silvestrsko noč. Ja, zdaj se peš odpravljava do glavnega trga, kjer bosta nastopila Marija Serifovič, no se mogoče spomnite iz Eurosonga molitva, kao žar na moj, no v glavnem, moj glas ni za na internetu, v glavnem Marija Serifovič. Molitva. Tako pa Jelena Karluša. Silvestrovanje je mimo, tako da najprej vse najboljše v letu 2022. Ja, vsem skupaj res želiva veselo, zdravo, srečno in pa veliko potvan v novem letu, letu 2022. Pa da bo konc tega dneva še enkrat. Vsem, ki naj jo spremljate, iz srca hvala, ker mislim, da se ne morete misliti, koliko je težko pač vztrajati in vse brez vaše podpore, tako da res, še enkrat, hvala vsem za vsak like, za vsak komentar, za vsako spodbudno sporočilo in da skupaj močnejši štartamo v 2022. Tako da, činkolo binkolo, čeprav Činkolo binkolo. Činkolo binkolo.